Ljudje in ljudine, poslušate epizodo, 15. epizodo posneto v živo pred živim in še kako živahnim občinstvom. Danes, 6. maja 2023, v okviru konvencije Na mej nevidnega na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer smo posneli tudi našo prvo epizodo v živo. Vračamo se torej spet na začetek, kot kača, ki grize svoj rep. Kakorkoli, kot že rečeno, to počnemo pred živim občinstvom, ki si je vzelo čas, da nas pride to lepo sobotno popoldne poslušati, in svoje navdušenje nad tem, da sodelujejo v epizodi z nami, bodo zdaj tudi pošteno oznanili. Občinstvo, oglasite se, prosim. Ok, generalka je uspela. Snemamo torej podcast, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, opod, ostareli bogovi, obredno doklicani. Smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić. Servus. Igorja danes ni, ker je na ultramaratonu in ga še vedno čakamo, mogoče priteče pravočasno, da pove, kaj je gledal, ampak dajmo se pustiti presenetiti. In moja malenkost Aljoša Harlamov, z nami pa je znova tudi gostja, urednica in kritičarka ter velika ljubiteljica žanra Veronika Šoster. Živijo, Veronika. Zdravo. Tako, zdravo, tako kot pravi Štajerci. Današnja epizoda je posvečena najprej prevodu romana oziroma novele H.P. Lovecrafta, Primer Charlesa Dexterja Warda, ki je v prevodu Jerneja Županiča, spremno besedo Igorja in pod uredniškim očesom Veronike, ravnokar je šel pri založbi Lud Literatura v njihovem drugem letniku žanrske zbirke Piknik. Ob tem bomo govorili tudi o preostalem opusu tega pisatelja, o dveh ekranizacijah omenjene knjige, pa tudi o drugih ekranizacijah Lovecraftovih del, ter o filmih serijah, ki so se očitno navdihovali pri njegovi kozmični grozi. Pri tem se bomo skušali izogibati pretiranim kvarnikom, ja? Zato brez strahu, no z nekaj strahu že, se bomo vendarle govorili o grozljivkah, se nam pridružite na potovanju v druge dimenzije, prebivališča lovkastih pradavnih bogov. Maestro, eno sluzasto. Ok, živijo, to je bil ta uvod, zdaj vas lahko tudi malo pogledam, vidim, koliko vas je, lepo, da ste prišli poslušati enega obskurnega avtorja, obskurnih knjig, o katerem vemo zelo malo, skoraj nič, samo pol Wikipedije je o njem. Danes bomo govorili o knjigi, ki je pravkar išla, kot sem rekel, pri Lud Literaturi. Veronika jo je uredila, ki je tukaj z nami, nama je tudi zrihtala knjige, tako da sva z Mitotom uspela prebrati pred tem dogodkom. In se bomo lahko pogovarjali o vsem tem. Zdaj pa mogoče za začetek, dajmo, Veronika, jaz bom tebe najprej mogoče vprašal vseeno, ne? Zdaj Piknik je skratka zbirka Lud Literature, zbirka knjig, žanrskih knjig, tako ste se odločili, da boste zdaj to furali. Zakaj? To je šele, se pravi, vsako leto imaš samo 2 knjigi, to je drugi letnik in že v drugem letniku je Lovecraft. Zakaj recimo se ti je zdelo, da je treba pohiteti z Lovecraftom? Ja, mi smo si nekako zamislili, da bi žanru dali malo več priložnosti, malo več prostora, in že na začetku je bila ta prilika, da naredimo Stalkerja, se pravi Piknik na robu ceste, novo izdajo, to je bil prvi letnik. In nekako sem potem nadaljevala z razmišljanjem, v redu, če smo zdaj naredili Stalkerja, ki je neka klasika, dajmo potem mogoče še neko stvar, ki nam manjka, ki mogoče je zelo znana v tujini, ampak nima dovolj pozornosti. Ne? To se mi zdi, da Lovecraft vseeno je, da če omeniš recimo pri nas, ne vem, Stephena Kinga, vsi rečejo, ja, Stephen King, če omeniš Lovecrafta, kdo je že Lovecraft? In potem mogoče če rečeš Cthulhu, ene par se mogoče jih zdrami ali pa Necronomicon, ampak ene par se jih zdrami, prav gotovo, ja. To je pun intended, je to itak. Ok, sem preverjam. Ampak res, mislim, nekako ni tako imeno. Isto se je zgodilo tudi recimo Shirley Jackson pred par leti, ki v slovenščini sploh ni bila, pač ni bilo prevodov njenih knjig,
pa je noro znana in potem nekako šele, ko je bila serija na Netflixu, The Haunting of Hill House in potem je bil pač prevod knjige, je nekako šele postala tu neko imeno, prej pa ne in je tudi ona je zdaj v drugem letniku zraven Lovecrafta, vedno sva živeli v gradu. Drugač pa tudi čist priznam osebno zanimanje za Lovecrafta, no. Si pač lahko privoščim kot urednica zbirke, da imam ene favorite. Lepo je biti urednik. Ja, zdi se mi zelo zanimivo to, kar si zdaj omenila. Jaz sicer ne vem, kaj je zdaj, glede na to, da je publiko smo pred v ofu, niste slišali tega, pa tudi ne bomo ponovili tega, spraševali, če nas kaj poslušajo, ker smo mislili, da so tukaj naši zvesti fani, pa smo zdaj nekako ugotovili, tam zdaj nekdo mi celo kima, kako lepo. Zvesti fani. Hvala vam. Skratka, hočem samo to reči, da večina je dvignila roko, češ, da pač nas običajno ne poslušajo, ne vem, kaj delajo v lifeu, ampak nas ne poslušajo. So pa mogoče tukaj zaradi Lovecrafta potem, ne? Kar mi je zanimivo s tem, kar si ti rekla. Ne? A je Lovecraft obskuren avtor glede na to, da recimo, ko sem jaz delal scenarij in sem hotel narediti nek seznam filmov, v katerem je kao Lovecraftovska groza, je bil ta seznam filmom toliko dolg, da v resnici bi lahko tle sedel 6 ur, pa ne bi prišli skozi. Ne vem, mogoče Mito, za tebe tudi vprašanje, a ti, ko si pogledal recimo ta seznam, a si ti prepoznal Lovecraftovske elemente v vseh teh filmih, ker recimo, ker ne vem, če bomo res to vse omenili. Dobro, The Thing je recimo še kar logično, Annihilation, The Lighthouse, Sacrifice, Underwater, Reanimator, Prince of Darkness, Jacob's Ladder, skratka, Full Event Horizon, recimo, ne smem pozabiti, full enih filmov. Si ti, takrat, ko gledal to, si poznal Lovecrafta, si vedel, da so to elementi kozmične groze? Ne, ampak kako bi temu rekel, Lovecraft je meni neznan avtor, jaz ga nisem toliko bral. Prebral sem zdaj kratke zgodbe, pa ta nova knjiga, no. Ampak v filmih samih pa to nastopa zelo drugače, ni pa zdaj tako eksplicitno, da bi bilo napisano v naslovu, to pa je Lovecraft. Ampak koliko se pa spustiš noter, pa vidiš te drobtince, ne, tega avtorja, vse posod raztresene, po celotnem žanru, predvsem hororju in science fictionu, ne pozabiti. Ker v bistvu tale njegov kozmizem, pa kozmični horor je nekaj, kar je precej prisotno in se potem, tako kot si rekla, Veronika, v bistvu pri Kingu, pa pri Conanu, naprimer, ne, pri Howardu, no, precej razširi, pa nadgradi tudi Neil Gaiman, ga lahko noter dam v ta mix. Pri samih filmih, ki si jih pa naštel, pa potem to seveda pride do izraza za to grozo, ki je tako onkraj vseh čutov, človeških čutov, tega antropocentričnega pogleda, ki ga lahko pripišemo, da lahko rečeš, ok, to pa je res nekaj posebnega, nekaj, kar je on zacahnal, zarisal, kakorkoli. Tako da ja, na ta način se lahko obesim na to. Zdaj tako, ker smo to večkrat omenjali, pa ki si tudi ti zdaj to nagovoril, seveda v slovenščini imamo da zdaj 3 knjige in sicer je bil prvi prevod iz 2007 v neki založbi Zamik, ki sploh ne vem, kva je, Cthulhu je vklic, prevod Julije Potrč, tako da bi moglo biti v redu. Zdaj jaz tle opominjam, da mi vsi tle govorimo Cthulhu, Igor reče Čatulu, no, zdaj jaz ne vem, kaj je pravilni izgovor, ampak ne bomo šli tja. Potem so zgodbe šle pri Cankarjevi založbi, pri modernih klasikih v prevodu Miheja Vanca in spremno besedo Vesne Lemajič in zdaj imamo to, se pravi, njegovo 3. knjigo, primer Charlesa Dexterja Warda. In gremo kar k tej 3. knjigi, skratka, Veronika, ti si knjigo uredila, tako da tebe ne bom zdaj o tem vprašal, ampak Mito, recimo ti, mogoče lahko na kratko povzameš zgodbo, recimo romana oziroma knjige. Zdaj, a je to roman ali ni, bomo mogoče pustili, da je drugič, jaz mislim, da je to sicer roman. Ja, je, kratek roman, jaz bi rekel, da je, no. Se tako tudi na Wikipediji prodaja, no, če se šomo špega. Wikipedija ima pa vedno prav. Vedno ima prav. V bistvu je zgodba, ki se pne preko, je zgodba, ki jo pripoveduje nekdo, gre se za nezanesljivega pripovedovalca, ki pripoveduje o raziskovanju neke rodbine iz rodmine, čakaj, kak je že, Krvju, iz 1700-ih v mestecu Providence, ja, pa potem v 20. stoletju od
gre se pač torej zgodba o neki rodbini, o neki magiji, o nekem človeku, ki je delal neke čudne stvari, nočem biti preveč specifičen. In potem se v bistvu zgodba nadaljuje najprej o tem človeku, pa v 20. stoletju o nekem sinu, neke rodbine, ki je znorel, ko je raziskoval svojega prednika in zapadel v okultne zadeve, se spečal z zelo sumljivimi ljudmi in na koncu pride do nekega res epskega vrhunca, do razrešitve, ki je precej creepy. To je zelo kratka obnova. Pa ne preveč spoilerjev oziroma kvarniška. Ja, zdaj prosil sem te, da to najprej poveš, ker se mi je zdelo pomembno. Zdaj, ko sem bral ta roman, se mi je zdelo zanimivo, kako se mal pokriva vseeno z njegovim življenjem. Vse potem, ko sem šel gledati recimo večino njegovih zgodb, bi jih lahko tudi malo rekli, da so avtobiografsko navdahnjeni, da je skratka našel neke fantastične elemente v svoji osebni življenjski zgodbi, ker je on rojen v Providenceu na Rhode Islandu, večino življenja je preživel v New Englandu, pisal in bral naj bi že pri 3 letih, no? To se mi je zdelo še kar fascinantno, za 2 me je prehitil. Pol pa oba in oče in mama sta bila institucionalizirana, ne? Oče naj bi verjetno pač nam vpliv sifilis, ki ga je nekje staknil. Howard Phillips je sicer govoril celo življenje, da je znorel zaradi pretiranega dela in nespečnosti, ne? Ampak izgorel, ja. Ampak nekako pač domneva je, da sifilis, njemu se je začelo že nekaj zgodaj po materini, potem smrti je imel neke ponavljajoče se nočne more o nekih bitjih, ki se jih ni mogel znebiti potem celo življenje. In pa tudi sam je imel kar veliko težav z mentalnim zdravjem. Agorafobijo je imel. Tako, agorafobijo. Fuljenih stvari, parkrat so ga iz šole metali zaradi teh stvari, skratka samomorilnost in tako naprej. Dokler ni na koncu umrl že pri 46 zaradi raka na črevesju. Je pa eden pač teh pisateljev, ki je na veliko pisal za tako imenovan pulp magazines, se pravi, to so šunt revije, nekako bi recimo tako prevedli k nam. Skratka, to so te revije, ki zdaj tudi mislim, da še vedno v trafikah lahko kupiš, kakšne pač te črno-bele, za nič papir, ki se vse črke, če si malo Švica, že grejo dol. Skratka, v takih zadevah in celo svoje življenje je bil bolj ali manj neznan, potem pa so ga nekako v 70-ih in 80-ih na veliko odkrili, ko se je začelo New Weird. Zdaj pa seveda moramo iti k tem žanrskim opredelitvam, ne, njemu 2 žanrski opredelitvi pritičeta. Ena je ta skratka weird fiction, ne. Jaz to sicer ne bi prevedel ravno kot čudaško leposlovje ali pa čudaška fikcija, zame je to čudaška fantazija, ampak jo je zelo težko opredeliti. Ja, precej široko. Ja. Se meni tudi zdi. Predvsem se mi zdi zanimivo, da so nekateri avtori priznajo, da to, kar naredijo, je, da vzamejo neko mitološko bitje, pa mu dajo lovke. In pol je weird. Ful se kregajo za vse te žanre. Tudi za New Weird, ker pač temelji na weird, se pravi, ne vemo, kaj je weird in kako bomo pol vedeli, kaj je New Weird. Ne? Se pravi, pri New Weirdu greš pač gledati, kaj je definicija in piše, ne vemo, kregamo se še, ta je rekel to, v bistvu ni važen kaj, sam da je mal drugačka, je bilo prej, tako da, ja, ne vejo. Ja, drugače, China Millville je eden glavnih predstavnikov New Weirda, ki ga tudi Igor doskrat omenja, doskrat bere njegove stvari. Ja, pa Jeff Vandermeer, ki tudi ta Annihilation, ki si že omenil prej, da je v teh filmih Lovecraftove groze, pa tudi zelo se navezuje dejansko v tem Annihilation oziroma uničenje v romanu recimo in v filmu, ne, ta Color Out of Space, se pravi barva iz vesolja, ki je tudi od Lovecrafta pač ena izmed najbolj uspešnih ali pa priznanih recimo kratkih zgodb. Ampak tisto, kar sem hotel reči, s čimer pač pridemo na drugo kategorijo, ki opredeljuje Lovecrafta, je pa, da je recimo ta Melville je parafraziral Goetheja. Ja, tam smo. Parafraziral je Goetheja in je pač rekel, da je tisto, kar je za njega kvalifikacija za weird fiction oziroma čudaško fantazijo, je občutek luminoznega. To je občutek nekega religioznega, misterioznega čaščenja in s tem gremo k Lovecraftu, ker
recimo, polko bomo govorili malo bolj natančno o njegovih ekranizacijah, kar je mene motilo pri večini ekranizacij je, da je tisto, kar je pri Lovecraftu in kar je v romanu veliko bolj izrazito, da ni samo groza. Mi govorimo, kozmična groza, no? Skratka, zdaj bomo govorili o kozmični grozi, da kozmična groza ni samo občutek strahu groze, ampak nek občutek strahospoštovanja, nekega občudovanja, neke privlačnosti te groze. Ne? Oboje je naenkrat. Ni samo odbijanje, ampak je tudi neka privlačnost. In jaz mislim, da je to tisto, kar je zelo značilno za Lovecrafta in kar oblikuje nekako tudi kozmično grozo. Jaz bi rekla, da je to v bistvu en dober izraz, bi bil neka vseobsegajoča groza na ta način. Okay. Se pravi, ker ko ti bereš Lovecraftove pač kratke zgodbe ali pa roman, oziroma pač vse, kar je ustvaril, je vse v istem vesolju. In pač ti kot nek naiven bralec recimo stopiš pač v eno to zgodbo, nekaj čudnega se dogaja, mogoče kak od teh bogov kašen urok, ampak si misliš, v redu, super, pač malo nas je strah, malo pač zdaj bomo videli, kaj groznega se zgodi, kje je kakšna pošast, ali je vesoljc, ali so oni pač plavutkasti iz Malta. Ampak nekako si zelo tak, vržen v to. Potem pa prebereš neko drugo knjigo od Lovecrafta, nadaljuješ in spet se pojavi nek Tom Necronomicon, pa reč pa dobro, pač kaj je zdaj to? In se v bistvu vsaki njegovi zgodbi, v vsaki stvari se nekaj pojavi, pač nekaj več, nekaj dodatnega. Nekje zveš, kako pač uroki izgledajo. Nekje zveš, kaj je sploh ta knjiga. Nekje zveš, kako izgleda ta knjiga. Ne, pač nikoli nima on pač nekega priročnika za vse to, ampak je to vse, kar on piše, je že to vesolje in je nek ta meta moment, ker se v bistvu sam kot bralec znajdeš not med temi bogovi in zato tudi začnete tak nekako srhljivo vzdušje se zgodi zelo hitro, ker lahko v bistvu verjameš v to. Ni treba, da gledaš na to cinično, ker lahko zelo, zelo resno gledaš na vse to, kar je napisano. Vse so zelo absurdne stvari vmes, pa kot sodoben bralec, ko bereš kakšne stvari, srečeš jone, ali pa ko gledaš kakšne filme, pač too much, mislim, ali pa klišeže. Eno je pač, to je bilo itak napisan zelo zgodaj, pač zelo zgodaj v žanru, se pravi, to je treba se vedno zavedati, ampak po drugi 20-30, ja. Po drugi strani je pa res to, da pač on jemlje to kot da bi rekel antični miti. Evo, imamo bogove, to pač zdaj deluje, imamo uroke, imamo uno in tle isto pač. Ti pač, če mal, in pa ne vem, ti si reč, sem zdaj bravc in tam zdaj je en urok in kaj če jaz to zdaj preberem na glas, pa če bo prišel tle zdaj k Tulu ali ne bo, mislim, cool bi bilo sem, kaj pa če res. Bi bilo cool, ali kaj? No, vidiš, Veronika je zaštekala, da mora tudi občudovati to grozo. Vidiš, to je to. Ja. Jaz bi pa te nadgradil, ne? Tukaj, v bistvu, kako netoksičen stavek. Ok, rečemo. Ne, mislim, Lovecraftova prednost tukaj je, nekaj, kar bom zdaj še jasno gradil tukaj, je, da v bistvu poveže te knjige z neko določeno mitologijo, ki jo on zaključi. Seveda je zmišljena, ne? On ima Elder Gods, pa The Old Ones, pa mit Cthulhuja in tako naprej in tako naprej. In ja, vsi ti drobci se potem pojavljajo po njegovi literaturi. Ampak jaz bi pa mogoče posegel nazaj na Goetheja, pa še naprej na romantično sublimno. Dajmo. Sejmo tja. V bistvu ta občutek groze, tega kozmične groze posega po nečem, kar sem nekje prebral zelo zanimivo, da v bistvu mi nismo opremljeni s čuti, da bi to zaznali. In ko se soočimo z nečim takšnim, nas to prekuri, zažge, kakorkoli preseže. Ne? Zdaj, sama beseda etimološko pomeni od spodaj navzgor do praga in tam zaznamo nekaj novega. Ne? Zdaj, ta kozmična groza je podobna romantičnemu občutku sublimnega. Tukaj bom samo za intermezzo noter vrgel v njihovo romantično umetnost v smislu Žerikoja ali pa Caspar David Friedricha, torej vsi poznate najbrž tisto sliko sprehajalca nad morjem megle, naprimer. To je tako zelo znana, že skoraj da kičasta slika. Ja, vidim, da vsi kimajo. Ja. Kimajo, no, ampak potem kasneje Kant je to še dodatno, Immanuel Kant je to še dodatno razširil, ne bom šel v podrobnosti, ampak skratka, sublimno ima tri pojme, s katerimi se lahko lotiš in jih je Lovecraft, mislim, da hotel, ne vem, spretno uporabljal. Nekaj je neskončnost časa ali pa vztrajnost
časa, nekaj, kar je kozmično večnega, ne? Nekaj, kar v bistvu človek smo miljiva bitja, smo majhna bitja, ne? In v bistvu kao ta čas, ki ga zaznavamo, je le drobec v kozmičnem ustroju. Ne? Ti Elder Gods, Cthulhu in tako naprej, so nekaj, kar je Lovecraft zastavlja kot neki onkraj vsega tega naše zaznave časa. Ne? To je ena stvar. Druga stvar je odnos do velikosti oziroma do neke razsežnosti. Ne? Ta bitja so v bistvu tako mogočna kot gore, tako so presežna, sežejo do neba in tako naprej, prihajajo iz drugih zvest in se naseljujejo v središče Zemlja, v Pacifiku je v bistvu ono mesto Cthulhu in tako naprej. Pol pa je v bistvu še pojem človeške zaznave tukaj noter. Vedno skoraj da, mislim, vsaj v tem romanu, pa v Call of Cthulhu je, ko se človek s tem sooči, ga nekako preseže, ne zmore tega in se mu zgodi dvoje, ali instantna smrt, ali pa norost. Ne? In tudi v tem romanu, ko se v bistvu potem tale psiholog, doktor Ward, če se ne motim, ne Ward, Willis, thanks, sooči z določeno grozo, njega za 10 let postara, napiše noter, ne, prebledi. V zgodbi iz 18. stoletja, ko oni vaščani prvotnega prednika, no, v bistvu skušajo uloviti, se njim tudi zgodi nekaj groznega in potem prosijo, da zbrišajo zgodovino in tako naprej, ker je tako neizrekljivo vse to skupaj. Za pojem tega je, da v bistvu preseže matematično zaznavo našega sveta, ves evklidski sistem, vso racionalnost, ki jo mi premoremo in zgolj čustva še tukaj opriver. Tisti ultimativni, neznani strah, ta en znani citat od Lovecrafta, da v bistvu najglobje, najbolj grozno čustvo je tisti strah pred neznanim. Ne? In to on zelo, zelo spretno uporablja. To je pa tudi nekaj, zato sem to uporabil, kar se pri sublimni umetnosti uporablja. Ne? Za v bistvu omenil sem že Kaspar David Friedricha, pa romantike, ki delajo široke pejsaže narave za tisto veliko grozečo nevihtno naravo ali pa pokrajino, ki seže onkraj pogleda, ko se ti perspektiva zvija dol, ali pa v povojnem ameriškem slikarstvu, kjer so tako ogromna platna, da se v njih zgubiš, naprimer Barnett Newman, tudi Jackson Pollock ali pa Rothko, naprimer. Ne? Tako da, to sem htel zdaj reči, kao, veš, ta zraven tega mitološkega ustroja, ki ga on naredil, on spretno uporablja kao to grozo. Mi je pa zanimivo, da v bistvu, ko ti bereš knjigo, ne, uživaš v tem. In tukaj pride ta sublimno noter, ker se počutiš varno, ne, hkrati te je groza, ti oriše to grozo, ampak onkraj tega pa ti z svojimi čustvi, mislim, ko on opisuje predvsem te čutne zaznave, smradi, pa tema in tako naprej, v bistvu tu on poseže potem po sublimnem, ne, in ti v tem ta groza, hkrati pa uživaš. Ne. To sem. Ja, pač v bistvu to branje je nekako zatišje pred nevihto. Jaz to tako čutim, pač čakaš, da če se bojo te starodavni zbudili, ali se ne bojo, ali se bo pač ta stvar zgodila, ki se mora, ali se boš, da se ne. In je ves čas nek ta občutek, no, ful padeš noter v te njegove zgodbe. Res pač čista na nek ta čist naiven način, res ta užitek, no, pri branju. Tle te zelo potegne, ker naredi, obenem opiše zelo podrobno stvari, ne vem, vse fasade, kako on raziskuje, kako je portret narisan, kakšne barve so na portretu, kako kamin zgleda, kako je mal zaprašen, kako te stopiš, pa ena stopnica, pa ena je mal nižja. Ampak ne na način tega gotskega hororja, ki je v bistvu ti vse ful podrobno in je to, ampak samo na način tega vzdušja, pa teh res vonjav, pač to pa sploh, no, to pa sploh obvlada, ko začne, ne vem, kako neki smrdi, kako se neki žge, kakšen vonje prihajajo iz ne vem kje, kakšna svetloba prehaja, pač ne vem, ali zelena, ali neka vijolična, vedno neke te, ful ima rad te neke neonske, ne, oziroma neke take mal čudne, se pravi ne na tem spektru, ampak vedno mal izven. In te neke svetlobe, pa nek dim se vali, ali pa v temi tudi neki se sliši, pač neki škropota, ali pa ne. Kaj je že noter od smokasto topotanje nečesa v temi, to so oziroma mesa brez uma, naprimer ta stavek me kar malo stole. Zelo te tak, pač zelo čutiš te stvari, no. Ker recimo glih ta gotski horor, pa ta kozmični se mi zdi, da sta glih ne. Se pravi, tle pri gotskem vse vemo, pa nas je strah, ne. Tle pa nič glih ne vemo, pa nas je vse.
strah. Ja, ne, super si to rekla, posebej mislim, da se boš kot urednica strinjala z mano. Jaz to vedno vsem svojim avtorjem govorim, ne, da mora se bralec preseliti v svet in ta senzoričnost je zelo pomembna za to, ne, zato da mi doživimo grozo ali pa recimo fantastičen svet, nek fantazijski svet, je pomembno, da mi se lahko preselimo, no tudi zvoni, otipi, ker živimo v zelo vizualni kulturi, ker ti misliš, da boš vedno opisal barve, pa kako nekaj izgleda, ampak če ti bralcev ne daš malo tega feelinga. Ja. Tukaj se mi zdi, da v bistvu za par teh filmov poznam, ki se poslužujejo tega, ampak problem vizualnega medija je, da v bistvu hitro zapadaš v ilustracijo. V bistvu, ko začneš risovati, lahko hitro kičesto rata. Naprimer, če je Event Horizon tukaj za primer vržen, ki je kozmična groza, v bistvu iz črne luknje pride davno pogrešana ladja in grejo rešiti, pol pa se kar naenkrat začne folk dred v latinščini, pa vsi so popraskani brez oči. Ampak ja, zdaj to je grozno. Je malo, ne? Malo je, ne? Ampak v knjigi je pa v bistvu to opisovanje čutne zaznave, ne, ki ti da ravno dovolj, da se še vedno sprašuješ, ni pa orisa dokončnega, ne? In ti za svojo domišljijo začneš potem nekako to zapolnjevati, ne? Tvoj lastni zapolni tisto končno grozo, tisto končno sublimno. In mislim, da v literaturi on dosti bolj uspešen. Ja, se to sem glih hotel reči, super, da si me, ker si me totalno prehitil. Ampak točno to sem hotel reči, ne, ker recimo, pol ima seveda problem. Zanimivo, da je tok, recimo zdaj ekranizacij Lovecrafta, pa nekih navezav na Lovecrafta, ker v resnici to veliko bolj deluje v literaturi, ne? Ker ti tam lahko zapolnjuješ prazna mesta in je ta groza tvoja, ti si jo predstavljaš sam. Film tega, no, vse lahko, ne bomo rekli, da ne more film tega narediti. Odlični so filmi in najboljši so tisti, ki ti prepusti neki domišljiji, zdaj ali je to samo žrelo, ker vidimo večinoma samo morskega psa po njegovi plavuti, ne? Ali pa kakorkoli že, ampak vseeno teže je to film narediti. Teže je film mislim, to je vizualni medij, ne more cel cajt ne pokazati nečesa. Ja, težko. Mislim, redki so tisti, naprimer, Hereditary glih, naprimer, ne, meni je en najbolj groznih filmov, ampak ni pač toliko Lovecraftian, kot je pač okulten pa bizarn, ne, v nulo, ampak tam ne nastopa tale kozmična razsežnost te groze. Ne. In tu mislim, da literatura dosti več prostora pusti, ker film pa zaključi prej. No? Pa ne rečem, da pač film nima teh prijemov, ima svoje prijeme, naprimer Exorcist je lahko čisto okej, pa hardcore grozno ali pa Jaws, tako si omenil, žrelo, samo to ni to. Ne? Ja, ampak recimo je pa ena stvar, ki pa sem jaz opazil, da pa je vseh teh nekaj rečemo, da je Lovecraftovsko, je zelo pogosto neka ta sluzavost teh nekih biti. Vse so nekim teče dol, pretaka se in mislim, da s tem skušajo to senzoričnost ujeti, ker če imaš ti bitje, ki je fiksno, trdno, je malo drugače, pa če imaš ti neko, s katerega neki teče, ki si predstavljaš malo, da ne vem, smrdi, da razpada vmes. Po mojem, tu prideš pač na to pojem, na ta točka, da v bistvu mi kot ljudje imamo določene zaznave, ali pa si predstavljamo, kakšna je groza, ki je vedno v nekako človeški obliki, pol pa ko nekaj izpade izven iz tega, ko se soočiš z nečim, kar bi lahko bilo čist X, tu po moje Lovecraft potem za to sluzavostjo, pa lovkami in tako naprej. Čeprav, veš, tudi Cthulhu je zdaj že toliko popkulturna ikona, da v bistvu niti ni več tako grozen. Veš, mislim, da če se namotim v Penguin izdaji, ta prvi je na naslovnici Cthulhu kot taka velikanska pošast gor narejena in v bistvu zelo zgleda kot neka srednjeveška, kot nek srednjeveški hipova, veš, ali pa, ne? Vse, ko sta omenjala to nekaj, kar se ne da pokazati. Glih tudi Lovecraft, ki je pisal svoje stvari, je bil živčen, ker so vsi pač te vesoljce ali pa neka bitja vesolja vedno prikazovali na nek določen način, ki je bil človeški. Oziroma skozi človeško prizmo. Se pravi, neko bitje. Neka ta. In ravno zato je potem napisal to barvo iz vesolja. Ker je barva iz vesolja že to vesoljsko, mislim, bitje, rečemo, da je bitje, no, ampak ta vesoljska stvar, ki pride na Zemljo, je barva. Spravi, nek drug način, vsaj nekako poskuša izstopiti iz tega okvirja, pač vesoljce, se pravi, ima neko telo, ima neki, ne vem, lovko, karkoli. In se mi zdi, da tudi zato, recimo, glih ta film, Barva iz vesolja, pač 2020,
glede tega na začetku zelo v redu izpade, ker mal ne veš točno, kaj se dogaja, mal ti res prikaže sam te barve, sam te flashe, neko nevihto, nek ta mal komet. In potem spet, tako večina teh filmov gre vedno potem v neko prikazovanje, seveda, ker moraš pač ti gledalcu nekaj dati, ne moraš ti cel film sam govoriti, tam je neki in bo. Pač lahko to delaš 10 minut, pa 15, pa pol ure, ampak pač po 41 minutah more nekaj videti nekdo, da bo pač verjel, ne. In potem tudi pač ta pade. Medtem, ker recimo ta Cure for Wellness, se pravi zdravilo za dobro počutje, ali od Verbinskega, ta je pa šel glih v to sluzastost, ki smo jo prej omenjali, in si je zbral pač jegulje, kar se mi zdi ful zgrešena stvar, ker pač, mislim, jegulje so cute, no. Pač one nimajo lovk, pač ona je pač taka jegulica, ona gre in pač... Gre? Kam gre? Ja, gre lepo, a veš pa svoje, ne? In nekako naredi, pač jaz sem videla to, kot jaz sem si prav tle napisala, sluzast fantom iz opere. Sorry, mislim... Pač jegulje so tam in one uživajo in mal jejo, mal ne, in potem te ljudi tam mal maltretirajo, ampak tle ni nobenega tega, da bi rekel, nekaj, kar ne morem dojeti. Ja, pač jegulja je. Plus, da je itak ful vse narobe, ker pač evropske jegulje, mislim, ne bi se kar tam rojevale, če sploh ne vejo, kako se one skotijo in oni imajo tam vse narejen za njih neke. V glavnem, to je ful zgrešeno. Ful so me razjezile, pač te prijemi, no. A se ti zdi pol The Thing od Carpenterja bolj ta sluzavost? Ja, nedvomno. Tudi nekak cel storytelling, pa neka ta napetost, pa neki pač vsejen čutiš ene stvari. Mislim, zelo padeš noter, zelo se poistovetiš, no. Pa tudi način pripovedovanja, ker je zelo in medias res, kar naenkrat je pač en pes in ga strelja in se reče, pa bogi, pač kaj se dogaja in pač ne moreš, mislim, ne predstaviš se takoj v neki bo, ful je grozna glasba, ne, pač oni so tam, veš, da bo neki, ampak pojma nimaš, v katero smer gre, zakaj gre tja in se zelo lepo počas pač recimo pelje naprej, ne, pač zelo nekako te vodi in ko pride do nekih stvari, je premišljen in tudi zaključek je zelo... te pusti v tem nekem občutku, ne? Ja, ampak kaj pa zdaj? Pač se zdaj vemo, kaj se dogaja, kaj pa bomo zdaj? Da na ta način ti pusti zelo tak večji vtis, no, ker nek ta, pač ne vem, ja. Ja, sej to je pač ta neznanost, ta del tega Lovecraftovske groze, ne? Da pač ne veš čisto dober, kaj ta stvar je, pa kaj hoče od tebe v resnici, ne? Čeprav jaz pač seveda ne moramo mimo tega, ne, da je to za Lovecrafta tudi malo tako, ko se pogovarjamo o Lovecraftu, ne moramo mimo seveda teme rasizma, ne, ker Lovecraft je bil velik gromozanski rasist, ne, tudi v tem romanu imamo noter, ne, da je ful je bila grda, zato ker je imela v sebi malo črnske krvi, ne, pač to je... Indijanka, ki je bila gnusna. Indijanka, tako, je gnusna, ker je pač pol črnka, ne. Skratka, mimo tega ne moramo, da je ta neznanost, zdaj, ko gledamo pač mi z našimi očmi, je seveda tudi zelo rasistično obarvana, ne, kar je paradoksalno za nekoga, kjer naj bi ta neznanost bila tudi vredna občudovanja pa tega. Ne. Se mi zdi, da tukaj mu je mogoče kot človeku spodletel, ker mu je mogoče kot avtorju vsaj v delu groze pač ratal. No, ja, pač njemu v bistvu ven seka ta ksenofobija pri teh primerih, ker velikrat imaš, da nekdo pride v neko mesto ali pa v nek kraj in vidi neke prebivalce, ki so zelo, ne vem, iznakaženi, grozni, imajo ploščat nos, pa oči malo bolj narazen, pa ne, mislim, zelo ene te elemente uporabi pri opisovanju ljudi, ki so grozni ali pa ogabni, ki so pač, jih lahko povezujemo recimo z neko raso, ki jo vam pač ni prenesel, ker je bil, mislim, vedno moraš gledati v kontekstu nekega časa stvari in seveda ni bil na isti način bel suprematist, ki je zdale nekdo bel suprematist, vseeno je pa bil zelo... Bel suprematist. Ja, tudi za tiš čas je bil, pač ni dileme, ne. In ravno pač te iz Innismouta, ne, ki so te v bistvu vodna bitja, ki se pač parijo s temi, ki živijo na kopnem in jih pač ta prišlek, ki pride tja, opazuje in se čudi, kaj se pač dogaja, ne.
ta naj bi veljala kar za eno tako zelo, kjer on subverzivno, v bistvu po moje zelo nezavedoma upiše ta svoj strah pred nekim pač tujim ali pa nekom, ki mu ni pač enak, oziroma ki ga on ne dojema. Ja, se to je bilo politično zelo, pač to smo 30 leta, to je malo pred vzponi fašizma, nacizma in vsega tega, to se seveda ujema za vsem tem, čeprav je takrat pač tudi to težko ločiti malo tega, da veliko nekih avtorjev pisalo propadu Zahoda. Ne? In ta groza, ta strah prihaja iz tega, ker se je pač Zahod počutil, da pa zdaj pa prihaja Vzhod, ki bo skratka zbrisal to civilizacijo in in tudi to je pač ena izmed zelo pomembnih tem Lovecraftove groze oziroma Lovecraftovih del je pač zaton civilizacije. V bistvu to, kar si ti Mito pač rekel, da ne samo, da so ta bitja toliko velika, pa ne vem kaj, za ta bitja smo mi totalno nepomembni. Mi smo pač neki ljudje, ki neki tam skačejo, on je tako, kot gora, zamahne z repom, pa jih pobije milijone. Ne? Zlovko. Zlovko, se oprečujem. Ne gre za namari tega, da v bistvu on bil, da precej nihilist. No? Bral je Nietzsche, sicer Nietzsche sam ni tak hardcore nihilist, kot mu marsikdo pripisuje, ampak Lovecraft je šel tlele v bistvu s to kozmično grozo ta korak dalje, ne, da v bistvu je res smo za te Elder Gods ali pa Cthulhu ali kakorkoli mravlje. Ne, da nismo niti toliko vredni pogleda ali pa celo zlobe, da smo pač nič. Mi smo zgolj v napoto. Ne, mislim, po Lovecraftovi logiki. Tako da ja. Ja, pri njegovi grozi, pač pri njegovih pošastih ne gre za to, da ogrožajo človeka, mislim, vse ga ogrožajo, ampak ne namenoma, ne? Pač boli za človeka v resnici. Sem pač človek, ki je tako na poti, tako kot v Douglasu Adamsu, kjer zgradijo pač avtocesto prek zemlje. Nekako tako, ravno toliko birokratsko, ampak ja. Z manj birokracije in več lovk in sluza. Ja, točno to. Tako. Če bi si še za rasizem, ne? Če še povemo. Let's go back to that. Let's go back to that. Mislim, tle pač smo. Ampak ja, Igor je pisal tudi spremno besedo za ta roman in tudi noter omenja, da so pa glih te predstavniki New Weirda žanra, so pa zdaj nekako ravno te prvine začeli preopraševati, jih na drug način opisovati. En primer tega bi bil po moje Lovecraft Country, ki je sicer knjiga, ampak po moje tudi poznate pač serijo iz HBO-ja, kjer ravno ta rasizem obrne, se pravi, proti temu. Se pravi, dogaja se serija z nekimi Lovecraftovimi prvinami v tem svetu, ampak glavni liki so temnopolti, ukvarjajo se z rasizmom, z nekimi problemi, z nekimi zgodovinskimi dejstvi ali pa pač nekimi dogodki, recimo imamo te Sundown Towne noter omenjene, kjer so pač lahko kjer niso bili zaželeni takrat, ampak tle v seriji privede do tega, da jih lahko pač pobijajo v bistvu po Sundownu, če so tam. Imamo recimo omenjenega Emmeta Tilla, ki je pač zelo znano, da so ga pač obesili in pač linčali. Ja, mislim, grozno usodo doživel. In na tak način nekako ta obrne proti Lovecraftu, ne, ta nek rasizem skozi Lovecraftu. Ne, da se mi zdi, da na ta način tudi lahko delujejo te stvari. No. Ja, zdaj, Veronika, da ne bo nas čas prehitil, mi dva smo pogledala tudi dve ekranizaciji te knjige, ne, The Haunted Palace iz 1963, ki jo je režiral Roger Corman, in pa The Resurrected v režiji Dana O'Bannona. Obe gre skratka za isto knjigo, skratka ekranizacijo, in tudi meni se je zdelo zelo fascinantno, filma ste si po strukturi zgodbe zelo podobna. Pač roman se začne z tem, z njegovim prednikom in pač vso njegovo zgodovino. Tukaj pa vedno odkrivamo tega prednika za nazaj, vedno gre, pač skratka, lik pride v to haunted house in tam spoznava, kaj pač je skratka njegov prednik počel, in potem pride ta primer obsedenosti in to, ampak sta pa filma zelo različna. The Haunted Palace je taka totalna klasika, igra Vincent Price, če veste, kdo je, in meni je film zgleda, da bi Shakespearea gledal, on tako res se obnaša, igra, pač tako človek, ki mu vidiš, da igra v filmu, to se mi zdi malo tako res pomembno. Če je resno vzel to stvar. Dobro, resno je vzel, dobro. The Haunted Palace je skratka tako in tudi je zelo tako klasičen v smislu, ker je Roger Corman bil znan po tem, da je delo Edgara Allana Poea.
In tudi ta film so prodajali kot ekranizacijo Edgara Allan Poe, zato je naslov The Haunted Palace. Čeprav nima nobene veze z Edgar Allan Poe, edino na koncu en citat vrinjen. In na začetku. Sta dva citata. Več v bistvu režiser je hotel imeti malo premora od Edgar Allan Poe. Rekel, jaz imam preveč, imam Edgar Allan Poe, pač dejmo neki druga, kaj je ful drugač, Lovecraft. In se je odločil, da bo naredil Charlesa Dexterja Warda in potem studio reče, joj, ampak ti imaš v bistvu Edgar Allan Poe čez in potem so dali, naslov The Haunted Palace, ki je naslov ene izmed pesmi od Edgara Allana Poe, ki sicer govori o nekem haunted, se pravi o neki tej palači, kjer je živel nek, mislim, da prestolonaslednik, čudovito vse, in lepo bilo, in potem so prišle neke zlobne, ne vem, sence ali karkoli in so to prevzele in zdaj tam straši po teh hodnikih. V redu, ampak v bistvu to je zelo, zelo urinjen, ker to je vse, kar je Edgara Allana Poe v tem filmu. In ta okvirček, se pravi, na začetku sta dva verza iz te pesmi in na koncu sta verza. Pa seveda kulise so pobrane iz filmov, zato ker je ta neki celo prizori, ki so v tem filmu so pobrani, oziroma so isti prizori kot z enega drugega njegovega filma, tam, ko ima neko nevihto zadaj strelo in tako naprej. Potem pa imamo The Resurrected, ki pa je film noir v resnici. 90. noir, pač gremo. Malo sprano vse. Tako, tukaj pa imamo pa v detektivah, kateremu pride žena in mu pač pove, joj, z mojim možem se nekaj čudnega dogaja, bi ti šel preveriti, ne vem kaj, policija ga je preverjala in on gre in imamo tudi seveda to začetno naracijo, tipično za film noir, ful je dežja, vse se v temi dogaja, ima ta trenčkot, vse skratka je in imaš premalo sluzasto, preveč dežja, ko vse spere. To je to, mislim. Kako sta ti bile všeč te dve ekranizacije? Si ti videla to knjigo noter, recimo, v obeh filmih? Pa knjiga vse v bistvu vidi, to ni pač dileme, ker so ene te točke, ki so res pomembne v romanu in jih lepo pač obklukata, naredita svoje. Meni je bila The Haunted Palace ful pač super, ampak če jo res gledaš na način tega, zdaj pa grem v to pač all in pustimo, meni je bilo super, da je on tak mal resen, veš, Shakespeare, tak mal on ve, kaj dela, ne. In pač, veš, njega je to obsedel, sam njemu je super, ne, da je tam noter v tej palači in on bo zdaj mal to raziskoval in delal neke čudne stvari in ne vem, na ta način mi je v bistvu zelo deloval, to vzdušje mi je zelo delovalno, res, ker naredi, recimo, zelo malo lepo to notranjost palače, pač taki lepi interjerji so res pač dodelani, tam neko pokopališče, ki je pa neka megla je vedno, pač te smoke, fog machines, to pač skozi dela na tem setu. In tudi glasba je ta prava, ne, taka tudi, pač, to je skozi, mislim, to pač te lepo te vodi, no. In če gledaš to čist sproščeno, v smislu, evo, to je pa zdaj ta klasika, pa meni je bilo všeč, no, pa ta recimo zelo imel veliko vlogo ta portret, se pravi portret tega njegovega prednika, Josepha Curwena, ki v knjigi visi nad tem kaminom in ta portret je mal sumljiv, no, mal je čuden, ker je zelo, zelo, zelo podoben temu sodobniku njegovemu, ne, res zelo podoben, ne samo kot prednik, ampak dobesedno isti, in se nekako cel film mal vrača k tem portretu, da ti to lepo povežeš, da vseeno ti pusti mal tega, ne, medtem, kar recimo v tem Resurrected, pač mislim, da vidimo celo, ali se ne vem, vidimo, kdaj je sploh portret, v glavnem, zelo je tako, zelo malo, to ni več nobene mistike tam, no, tam se vse pač zelo ta dež to vse spere, pač sam gremo, pač, pač žena, lušna je, mogoče bi jo kam pelal, mogoče bo šla z manoma raziskovati, ker je lušna, ne vem, ni me več od tega mi ni dal, ko pač neko zgodbo, sicer je zelo bolj zvest, recimo, romanu, to je res, ker Haunted Palace vzame nek delček tist, ki ji paše, da lahko naredi neko ciklično strukturo, ne, tega filma, da se pač nekako vrnemo in da je neka taka pentlica, tle pa vseeno se zelo drži nekih največjih mejnikov v romanu, teda v tem smislu je bolj zvesta, no, ampak v smislu vzdušja ali pa nečesa, kar ti pusti, je pa samo pač korektno, pač tak.
Korektno vzdušje. Ja. Tako, korektno vzdušje. Ja, nasploh so bile te ekranizacije, so tako, zdaj, ki si pogledala teh vseeno kar neki še drugi film, kateri film pa ti je bil kot film najbolj všeč? Ali ti je bil The Haunted Palace najboljši? Ne, a misliš samo od teh? Od teh, kar smo dali v ekranizacije, recimo temu. Od ekranizacij pa v resnici, ja. Ti je bil The Haunted Palace? Je pa... Okay. Lej, luštanje, no pač. Mislim, njegovo transformacijo nakažejo s tem, da ima zelen make-up. To pa je. Ja, pa če je tema, veš, se človeška ribica tudi malo bolj bleda, kaj je v temi. Ok, ta argument človeške ribice moram malo premisliti, kako je pač. Ja, jaz mogoče sem to včeraj gledal zelo pozno zvečer, že malo siten, meni je bil grozljivo bedast slab film. Ker ona žena tako ostane... Rotten Tomato se ne strinja s tabo. Ona žena ostane tako 3-krat v eni noči in ga išče po tem Klinčevem gradu in on naredi 6 stvari in nobene konsistence časa in prostora ni. On ubije nekoga, vmes minejo 3 dnevi, pa oni grejo ven in so vaščani zbrani okrog unga trupla, sred vasi, po 3 dnevih. Okultizem se dogaja, čudne stvari, čas se začne ukrivljati. Veš, kad ti priklicuješ neke stvari, mora biti čas, pač tako v noir filmu, ne? Lepo, Veronika, naj ti bo, pustim ti tole Zmago, jaz sem pogledal zraven še, meni je bil dosti bolj všeč Necronomicon, ki so ga recimo vsi precej kritizirali, posebej se mi je zdelo tako, kar v stilu Lovecrafta malo rasistično, ker kritizira, vsi imajo ful radi prvo zgodbo, ki jo je naredil Belc, drugi 2 pa češki Ren, ne vem, neki potomc, Malezica ali kaj, oziroma se je rodil tam, drug je pa Japonc. Se mi zdi, da niso čisto razumeli, ampak zadnja zgodba, Shusuke Kaneke, Whispers recimo, je fucking amazing. Pač tam res vidiš to sluzaste pošastke, ki izgledajo kot neki netopirčki, ona ukrade ženski fetus in ga ima sama noter inštaliranega, tako res pokaže vse, sluzasto je, ogabno je, smrditi, ampak je the best. Jaz sem se res super zabaval, pa ne smem seveda pozabiti, Jeffrey Combs igra Lovecrafta noter, no? Ker je ukvirjena zgodba, 3 zgodbe so ukvirjene, da Lovecraft pride, pa v Necronomiconu bere te zgodbe. Sicer ga malo degradirajo na nekoga, ki sem ponavlja, ker je očitno te zgodbe napisal, ki jih je prebral, ampak se mi je zdelo zelo fajn. Pa ne smem pozabiti omeniti filma The Dunwich Horror, mi je bil kar neki, to ni. Igra sicer Dean Stockwell, ima lep tak porno nasmešek, tako da že zato se splača pogledati, ker tiste njuni interakcije s to mlado igralko so tako nekaj najbolj neprijetnega, jaz sem se šel takoj stuširati potem. In pa priporočati pa moram Castle Freak, ki je dober slasher oziroma klalnik, kot mi temu rečemo pri podcastu Bot, kjer pa je film nastal tako, da je, jaz sicer ne vem, Lovecraftovskega je zelo malo, zelo bazično je po neki eni njegovi zgodbi zelo hlapno narejeno. Zgodba filma je namreč taka, da je režiser Stuart Gordon, ki je tudi posnel ogromno Lovecrafta oziroma Lovecraftovskih stvari, prišel k producentu in videl na steni nek plakat z naslovom Castle Freak in je pač rekel, da bi to on delal in moj producent rekel, ja, there's a castle, there's a freak, here you go. Skratka, in to je poanta filma, pač skratka, ampak tudi ene tako odgriznjene joške, trupla zmasakrirana, lik, ki mu manjka pol obraza in lulek, the best. Jaz moram reči, da sem se strašno zabaval zraven, pa tudi karakteri so zelo dober zaokroženi in fajn narejeni. To pa moram priznati, da me presenetilo in seveda mislim, da spet igra Jeffrey Combs, ki je tako igral v 3/4 njegovih filmih, zato sem danes oblekel Jeffrey Combs Appreciation majico. Ampak moramo še pa povedati, da v obeh ekranizacijah Charlesa Dexterja Warda so zelo fajn jezne množice z baklami. To pa so, ja. Ja, to imaš pa prav, jezne množice z baklami so pa nekaj najlepšega, kar lahko človek doživi, če je v množici in ne izoliran. Super, jaz bi zdaj mogoče na tej točki, omenili smo vse te filme, The Thing je moj najljubši tak Lovecraftovski, pa tudi Mito je sicer nekaj tako Event Horizon, ja, čeprav Annihilation, mislim, da kar je. Ja. Pa tudi The Lighthouse, ne? Ja, seveda The Lighthouse, čeprav The Lighthouse je
dobro, je ta neznanost tega svetilnika, kaj se v resnici tam dogaja, pa nek prehod koda v neko novo dimenzijo, to je po moje Lovecraftovsko. Ja. Drugače tudi Zagor, tisti, ki berete stripe, Zagor večkrat sreča bitja podobna Cthulhujem in bitja neke starodavne bogove iz drugih dimenzij, to je čisto Lovecraftovsko in to so najboljše epizode, ker najboljše epizode Zagora so na morju, pomorske epizode z Golden Baby. Še kaj omenjamo? Omeni. No, jaz, ker smo na podcastu, bom en podcast omenila. In sicer Welcome to Night Vale, ki sicer pač... Fani podcasta vidim, ja. Evo, vidiš. Eni poslušajo podcaste. Ja, čudaki. V glavnem, oni pa na nek tak subverziven ali pa mogoče celo ironičen način, odvisno v katerem delu tega podcasta si, ker se zelo razvija v različne smeri, ampak oni zelo to uporabljajo, po moje, neko to Lovecraftovsko. No, sicer se fani ne morejo čist zmeniti, a je to Lovecraftovski ali ni čist, ampak eni elementi so pač totalno iz tega, pač se pravi, ne vem, neke stvari, o katerih se ne sme govoriti, ki jih rajš ne pogledati, rajš ne id v dog park, pač sam ne id v dog park, tam so ne id tja. Okay. Na tak način, pojavi se nek glow cloud, tam je, ne vemo, kaj dela na tak način. Se pravi, imajo te ene elemente, ampak jih zelo na nek tak ironičen, nek čist drugačen način presegajo. No, pa seveda, to si ti, Veronika, pripisali. David Jones iz Piratov z Karibov je tudi zelo Lovecraftovski. Ja, seveda, veš, koliko ima lovk. On še igra, mislim, te lovke niso tam sam sluzaste, one so zelo pač, a veš, natrenirane, on še igra kaj orgle ali kaj igra z njimi. Ja. Drugače, kdo fan hentai porna, ja. Tam so tudi lovke. Segway z tega je veliko težji, kot sem si predstavljal, ampak Star Trek. Mito ima Star Trek kotiček, za tiste, ki nas ne poslušate, skratka primerjamo vse vsebine Star Treka. Jeffrey Combs je v bistvu zelo znan igralec iz Star Treka, razštekam, zakaj imaš to majico. Torej, Jeffrey Combs je v Deep Space Nine igral Wei-Yuna, v Enterpriseu pa Commander Shrena. To je ena navezava. No, pa tudi enega Ferengi je. Ja, se ima ene full likov, ene bolj pogosteje uporabljenih igralcev. Pa, kar se pa tiče prav same neke pošasti ali pa neke te Lovecraftovske groze, se mi pa zdi iz TNG-ja The Crystalline Entity, ki se mislim, da dvakrat pojavi, prvič v epizodi z Lorom, Dateovim bratom, ki kot marsikjer lik v Lovecraftu nagovarja to višjo bitje za neke določene usluge. V zadnji epizodi, ko pa srečamo to bitje, pa dejansko vidimo, da je to zgolj samo neko vesoljsko bitje, ki požira pa se hrani z organskimi spojinami, rečemo temu. No? Ima nekaj ta pridih, ampak tam je dosti bolj v science fiction zavito kot pa I guess, Lovecraft. Ja, super. Hvala, Mito. Tokrat bomo izpustili, kaj gledamo, beremo, špilamo in poslušamo, ker tudi ne vemo, kdaj točno bomo tole epizodo objavili, zato je skašljamo ob številki, če se je kdo spraševal, kaj je to za ena fora. Ljudje in ljudine, če boste verjeli ali ne, to je bila že naša epizoda. Kot sem omenil, 13 epizoda v živo, poslušali ste podcast, oziroma 15, zdaj sem tle, očitno sem narobe napisal, vseeno. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Veronika Zdramljena Šoster, Mito, jaz bi pa te nadgradil Gegič. Yes! In Aljoša Hentai Harlamov. Tole epizodo smo posneli v živo na konvenciji Namen nevidnega. Organizatorjem se zahvaljujemo za gostoljubje, predvsem pa se zahvaljujemo nikakor nevidnemu občinstvu, ki bo zdaj dokazalo, da je naše snemanje preživelo brez trajnih, vsaj vidnih poškodb. Občinstvo, oglasite se, prosim. Mi smo se imeli fino, upamo, da ste se tudi vi in da to pomeni, da se tukaj srečamo znova naslednje leto. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkate naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcast ali Spotifyju, spremljajte platformo Apparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če boste v naslednjih dneh odkopavali mrliče, da bi jih obudili v življenje, ali ugrabljali mlade device, da bi preko njih priklicali starodavna božanstva, naj vam pomagamo. Naložite
Vzemite si tole epizodo, posnamite jo na vinilno ploščo ter si jo zavrtite nazaj. Tako sicer ne boste prišli do kakšnega uroka, ki bi vam pomagal k večnemu življenju ali uničenju civilizacije, boste pa se, obljubimo, neizmerno zabavali. In priznajmo si, vsi se pečamo s črno magijo in skrivnostnimi obredi, ne zato, da bi kaj dobili od tega, ampak da bi naša vsakdanja, banalna življenja minila kar se da kratkočasno. Na Twitterju nas najdete kot podcastebot, na Facebooku in Instagramu kot podcast s K-jem, obot brez pikic vmes, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabna omrežja še vedno tudi delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti, in tja lahko usmerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, domače videe odpiranja piksem piva z lovkami, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že naša epizoda. Dragi oboževalci in oboževalke, vabljeni k spremljanju našega podcasta tudi v bodoče. Če nas prej niste poznali, smo zdaj na ti in se slišimo naslednjič. Okay. Seveda, bom jaz.